to je drugo. Bog je torej imanentni, ne pa transientni vzrok vseh stvari. Kaj je Bog? Q1. Čakaj. 19. pravilo. Stoj. Bog, Kaj je Bog? ki bi bila zunaj Boga v sebi, to je drugo. Bog je torej imanentni, ne pa transientni vzrok vseh stvari. Q1. Bog je 19. pravilo. Bog ali vsi atributi Boga so večni. Dokaz. Bog je namreč po 6. definiciji podstat, ki nujno biva po 1. pravilu, se pravi po 7. pravilu podstat, ki iz te definicije sledi bivanje samo. Takole smo študirali študentje v letih od 1976 do 1984. Na začetku s starejšimi magnetofoni, od leta 80 s takimi kot je tale. In ker sem še videl ene 4%, sem si s črnim flomastrom delal zabeležke. Ampak, da se ne bi izgubil na celi dolgi vsebini snovi, sem potem tu nekje je števec. Gledal na števec, da sem si napisal številko števca, kaj se je na tisti številki števca, katera vsebina se je nahajala, da sem potem lahko dal nazaj ali pa naprej. Kje pa je števec? Vidite, zdaj še števca ne vidim. Včasih sem videl vse to, pa si pomagal z lupo. In seveda sem študiral v sobi, kjer ni bilo ogrevanja, in pozimi so bile ledene sveče na šipah. Se pravi, da sem bil oblečen v debeli bundi, z debelo kapo, z debelimi volnenimi nogavicami na nogah, in potem sem vstajal pa na glas ponavljal in evo, tako se je predihalo fakulteto, šlo do diplome in do službe. Nekatere snovi so pa seveda zelo zahtevne, kot je tale filozofija ali pa sociologija religije. Dalje, z atributi Boga je treba misliti tisto, kar izraža bistvo Božje podstati, po 4. definiciji, se pravi tisto, kar spada k podstati, a prav to morajo pravim vsebovati atributi sami.